100 let, odkar se na svetovnem nivoju Lions klubi ukvarjajo z pomočjo slepim in slabovidnim. 1917. leta je bil v Chicagu ustanovljen prvi klub in kmalu zatem je slepa, gluha in nema pisateljica Helen Keller, ki predstavlja zagotovo en pojem v literaturi in filozofiji tudi za naše ljudi, predlagala Lionom, da naj imajo vodilno nalogo pomoč slepim in slabovidnim. V Sloveniji se že 24 let Lions klubi ukvarjamo z pomočjo slepim in slabovidnim kot vodilo pri našem prostovoljnem delu. V lokalnih okoljih se Lions klubi ukvarjajo z najrazličnejšimi programi, od socialnih pomoči do pomoči otrokom, starejšim in tako naprej, ampak ves čas vendarle delamo v prvi vrsti tudi zato, da olajšamo slepim in slabovidnim recimo njihove težave. Tako da je recikliranje očal dioptrijskih in zdaj tudi seveda zaradi tega slabega učinka sonca na svetu, tudi sončnih očal, je nekaj, kar delajo po svetu Lions klubi, zato obstojajo tudi zelo močni reciklirni centri za zbiranje teh očal, tako da nikogar ne bi skrbelo, kje bodo ta očala končala. Ta očala pridejo v čiščenje, v sortiranje po dioptrijah in potem seveda tudi v eno strokovno pripravljeno transportiranje v kraje, kjer so potrebna. Tako da to je eno od področij, na katerih so Lions klubi v svetu aktivni in seveda tudi v Sloveniji. V Sloveniji delamo tako, da se povezujemo z Zavodom za slepo mladino, z občinskimi in medobčinskimi društvi za slepe in slabovidne in kar precej denarja zberemo tudi za to, da pomagamo učencem, ki slabo vidijo, ali pa da pomagamo slepim ljudem. Tako da ni ta ideja o zbiranju rabljenih očal kar tako, ampak je strokovno vodena in se razvija, k sreči zdaj tudi v Sloveniji, zahvaljujoč temu Lions klubu Ljubljana Trnovski zvon. In sicer v Francijo, kjer jih še enkrat pregleda in potem vsa očala opremijo z vsemi oznakami o dioptriji, cilindrih, razmak med zenicami in potem se to da v škatle in se da v tako imenovano banko starih očal. Potem, ko grejo odprave, se potem celi kontejneri teh očal grejo skupaj na odprave in ko izvajajo okulistične preglede v posebnih imajo mobilne te klinike, točno določijo dioptrijo in potem se najde točno tista očala, ki jih vsak posameznik potrebuje. Zato je pač pomembno, da je čim več teh očal zbranih, zato da imamo možnost izbire, oziroma tudi zdravniki, ki predpisujejo te očala oziroma dioptrije na terenu, da pač imajo ta prava očala za vsakega posameznika. Ti mobilni centri tako opremljeni, recimo, če res pride, da je neka posebna potreba, neka posebna dioptrija ali cilindr, karkoli, da so oni pač tam tudi imajo možnost določene očala tudi na terenu narediti. Ampak večino primerov pač se pokrije z te banke očal, se pravi izbranih očal, ki jih zberemo tako v Sloveniji kot drugje po svetu. Mogoče samo še to, da Lionsi ne skrbijo samo za ta očala, ampak imajo tudi potujoče klinike, kjer opravljajo operacije, sive mrene, katarakte, skratka, da se lahko poskrbi za posameznike, ki imajo težave z vidom v celoti. Pridejo v upoštev tudi sončna očala z dioptrijo ali brez. Načeloma pa, kako bi rekel, je zelo fajn, da sta obe leči not, ker na podlagi obstoječe leče se potem izreže iz modela dioptrija. In če pač tista leča manjka, potem je to zelo zakomplicirano izvesti, da se prava leča izreze. Tako da nam bolj pridejo prav, recimo, če se le da nepoškodovana očala, če pa recimo, da je kaj manjšega, da mogoče kaj ukrivljeno, da manjka kak vijak, to se da popraviti.